Ja, očitno naprej ne bo šlo. Ampak nič za to, tudi do sem Matej in Iztok ne bosta prišla, ker imam samo štirikolesni pogon, pa še zelo dobrega povrhu. Sicer pa ja, takšen X1 stane skoraj 50 000 evrov, pa vam takoj povem, kako lahko 4544 evrov prihranite. Ne vzemite en paketa pa bom. In verjemite, celo bolj vam bo potem ta avtomobil všeč, pa vam tudi kmalu povem zakaj. Prej pa si pogledajte ta razgled. Wow, noro. Ampak mraz je pa tudi. Gre kar v avto. Naj vas enica poleg črke X ne zavede. Tole je bolj BMW 3 kot pa 1, ker X1 stoji na trojkini platformi. Sicer pa to verjetno že veste, ker je X1 na sceni že kar nekaj časa. Tule znotraj je zato dovolj prostora, ko smo štiri okrog Selna iskali najlepše lokacije za snemanje, se nihče ni pritoževal, niti Iztok na zadnjem sedežu ne, pa je vedno malo siten. Zadaj se sicer sedi dobro, ampak najbolje se boste počutili pa tule spredaj. Že samo ta dva sedeža bosta prepričala marsikaterega kupca, ki se bo z X1 zapeljal, ker sta res odlična. Sicer pa je to v BMW-jih standard, če ne vzamete ravno tistih najbolj osnovnih sedežev. In seveda tudi ostalo okrog mene je super, ena od tistih stvari, ki jih BMW res obvlada. Ampak X1 je SUV, kar posledično pomeni, da je bolj oddaljen od tal, kar posledično pomeni, da to ni športnik. Zato niti ne premišljujte o M-podvozju s kakršnimi opremljen tale, blažilniki so namreč absolutno pretrdi in me na vsaki grbini preveč pretresa. Še volan je v tem primeru tako težak, da si sploh ne predstavljam kakšne gospodične, kako bi ta avtomobil parkirala v mestu. Med vožnjo je v redu in komunikativen, na mestu pa je grozno težak. Takšen 8-stopenjski samodejni menjalnik smo pohvalili že tolikokrat, da lahko rečem samo vzemite ga. Dober je tudi motor, sicer zunaj prav neugledno glasen, preglasen, ampak dovolj varčen in zmogljiv. Do sem je porabil največ od trojice, kar sem seveda tudi pričakoval, je pa 6 litrov dovolj majhna poraba. Pa čeprav je potovalni računalnik kazal 3 decilitre manj. Ne razumem pa, zakaj se ob vsakem vžigu ekofunkcija ugasne, ko pa bi bilo bolj smiselno ravno obratno. Sem gor pa ona dva nikoli ne bosta prišla. Sicer pa kar se tiče avtomobila, pri X1 bi tole barvo vzel, ker mi je zelo všeč in vzel bi tudi avtomatski menjalnik. Verjetno bi doplačal tudi za samodejno klimatsko napravo, čeprav pri avtomobilu, ki stane več kot 37 000 evrov s tem motorjem, se mi zdi to prava kraja.